SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni ponovno v podcastu SBC Aktualno. Ta teden pa pred novim letom nekaj več besed o popoplavni obnovi Slovenije po katastrofalnih poplavah letos avgusta in na to nažalost še oktobra. Moje ime je Katarina Matejčič in bom vaša gostiteljica, z mano pa danes trije gostje. Na moji desni Tomaž Zabavnik, vodja oziroma šef poveljnik civilne zaščite Kamnik, Jože Damjan, profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, in pa Janez Richter iz podjetja Richter, ki je nažalost tudi utrpelo neke škode v letošnjih poplavah. Torej, pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli v našem studiu. Dober dan. Najprej vprašanje za vas, gospod Richter. Kakšno oziroma kolikšno škodo ste letos utrpeli in kaj je bilo v bistvu v vašem podjetju najbolj prizadetega? Če začnem kar s cifro, mi smo bili oškodovani za približno 1,5 milijona škode. Mi smo takoj na začetku že tudi aktivirali cenilca, zato da ne bi preveč na pamet ocenjevali te škode. Poplavljena pa bila praktično kompletna proizvodnja, skladiščni prostori, tudi del poslovno-pisarniških prostorov, tako da seveda v teh poplavah, ki so bile pač zelo izrazite na našem delu, v naši industrijski coni, seveda potem od tistega, kar nekako je poplavljeno, praktično ne ostane veliko, zato tudi škoda je precejšnja. V tem trenutku, kakšno je trenutno stanje od tele popolnoma poplavljene proizvodnje? Ja, smo uspeli, pač imamo tudi mogoče malo sreče, ko smo gradbinci, nekako v osnovi, in smo tu malo bolj operativni, pa hitrejše se znamo nekako mogoče samo organizirati, tako da smo izredno hitro, bom rekel, te grobe čiščevalno akcije naredili, očistili podjetje, tako da smo po cirka enem mesecu pa pol že začeli malo delati, s tem, da pa seveda proizvodnja še pa vedno teče komaj na 70%. Kdaj bo na vseh 100%? Nekako pričakujemo do novega leta, na katerem imamo še nekaj strojev v popravilih, pač ti ključni stroji, kot so CNC stroji, ki imajo elektronska krmilja, to je stvar, ki je zelo težko popravljiva, težko je dobiti tudi rezervne dele takoj, in tukaj žal nimamo kaj pomagati. Gospod Zabavnik, vi ste poveljnik civilne zaščite v občini, ki je imela prijavljene največ škode, več kot 250 milijonov, je saj do prvih ocenah občina takrat prijavila. Je ta cena oziroma ocena škode končna ali se je morda oktobra zaradi novih poplav še kaj povišala oziroma zdaj, ko je popisano res vse, kakšna je končna številka? Ja, v bistvu zdaj 27.10. so se zadeve ponovile, pa potem še en teden kasneje, tako da je spet nastala določena škoda, ki trenutno še potekajo popisi, tako da mislim, da se bo ta številka še mogoče malo spremenila, ampak rečemo te pogače oziroma te številke 251 milijonov, večji del predstavlja poškodovanost vodotokov, manjši del pa vse ostalo. In koliko je pri vas recimo v tem trenutku že saniranega, v končni fazi je zima, je lahko tudi več padavin? V bistvu trenutno poteka prva sanacija plazu za objektom, potem teče tudi sanacija drugega plazu, v teku je podpis večjih pogodb za sanacije preostalih plazov. Zdaj intervencijsko so posanirani tudi ceste, tako da v bistvu lahko prebivalci dostopajo do svojih domov, ampak prvo, kot je treba omeniti, je potrebno sanirati ta prvo vodotoke, ker večino cest je ob vodotokih, in je treba te prvo vodotoke sanirati, potem pa vse ostalo na koncu še asfaltirati, da bo lahko prebivalci vrnili. S katerim denarjem vse to obnavljate? Šla sem pogledat proračun mestne občine Kamnik, 27 milijonov, kar pomeni tako rekoč 10-krat manj, kot je bila celotna ocenjena škoda. Ja. V vaši občini, s katerim denarjem? Je to občinski denar, je to že državni denar, so to morda že sredstva Evropske unije? V bistvu Občina Kamnik je v mesecu avgustu sprejela rebalans v višini 4 milijone evrov, da so se nekako lahko pokrila ta intervencijska sredstva, oziroma intervencije. Torej za najnujnejše. Za najnujnejše. Potem smo pa v oktobru dobili že povrnjenih 2,8 milijona evrov za intervencijske stroške. Od države in pa ta prvi predujem ali pa ta del 40% predujma glede na oceno škode za izvedbo sanacijskih ukrepov. Tako da nekaj denarja je prišlo, zdaj pa a je to že kakšen del iz Evrope, pa nažalost ne vem, kako je.
Seveda, ta dva primera, nažalost, nista osamljena, škode je bilo ogromno in to po celi državi. Se pa zelo razlikuje ocena oziroma številke o tej škodi od te neke neposredne, kjer se je tudi številka precej spreminjala. Začeli smo tam pri, 500 milijonih takoj prvi teden, potem je šla tja do skoraj 4,7 milijarde, pa se je vrnila na okrog 3 milijarde, medtem ko škoda, ki smo jo poslali v Bruselj, dosega tako rekoč 10 milijard. Vaša ocena, katere številke tle so realne in zakaj prihaja do te široki škari pri oceni? Super, da v Bruselj prijavimo čim več in dobimo čim več, pa vendarle je res 10 milijard vsega skupaj. To je izjemno težko oceniti, če nisi bil zraven pri metodologiji in pa pri popisu tega in pregledu recimo prijavljene škode. Ko na prvi pogled se zdi ta cifra recimo 9 do 10 milijard izjemno visoka, sploh pa če pogledamo recimo z tega vidika, recimo če je bilo porušenih 500 hiš, pa jih recimo po 400 tisoč saniramo, je to na koncu 200 milijonov, recimo pa vse mostove pa tako naprej. In težko prijemo na 2 do 3 milijarde evrov. Seveda je pa tukaj še neka širša škoda, ki je narejena na vodotokih, potem recimo tale plazovi in tako naprej. In ko to vse skupaj sešteješ, pa uporabiš neko metodologijo, ko bo se to saniral, lahko mogoče tudi napihneš na 10 milijard, ampak jaz nisem pri tem sodeloval, tako da težko to ocenim, realno ali pa objektivno ocenim. To pomeni, da tiste številke okrog 2 do 4 milijarde so bolj realne kot tista, ki počasi prihajajo v dvomestno cifro. Meni glede palca, pravila palca, kako sem čez palec to zadevo nekako ocenil, glede na škode na infrastrukturi, na stanovanjskih objektih in tako naprej, ali pa gospodarska škoda na podjetjih, recimo bi rekel, da je nekaj takega. Zdaj pa svoje vprašanje, kaj se še dodaš noter? Vi verjetno niste samo čez palec ocenjevali vaše škode. Rekli ste, tako smo vključili cenilca. Kaj v bistvu to pomeni za vaše podjetje? Koliko tega ste imeli zavarovano? Koliko ste že dobili? In kje vam je oziroma vam še bo lahko na pomoč priskočila država? Kot je že gospod Damjan povedal, je težko, rekel ste mi, ocenami takrat zelo na hitro resno operirate, ker tudi nekako vlada je nas nekako malo nagovarjala, dajte ocenjevati rajši navzgor, ker ste tudi sami že dobro povedali, kakšne cifre so na koncu prišle, da ne bi bilo kaj premalo, ker itak na koncu ne bodo izplačila niti približno takšna, ampak bodo bistveno nižja, ker bo treba seveda vsako škodo znati tudi dokazati, ker logično je, da ti prijavljene škode v teh višinah niti slučajno ne morejo biti izplačene. Kot sem že rekel prej, mi smo za to cenilca takoj tudi nekako vključili, da bi čim bolj realno nekako to ocenili, pa tudi zdaj mi vidimo, da do te cifre najbrž ne bomo niti slučajno ne prišli. Bo pa seveda dele metodologije, tudi kot je že rečeno, ne obstaja še točno, kakšna bo ta oziroma ti modeli, kako točno to izračunate, ker je kar kompleksna stvar. Jaz mislim, da bomo na koncu prišli do tiste prave cifre, ki bo odražala naše stanje. Zdaj pridno zbiramo vse dokumentacije, se pravi, moraš imeti vse podprto z računi in tako naprej, tako da to bomo tudi vse imeli. Kar se tiče zavarovanja, mi smo bili zavarovani, sicer podzavarovani, nekako nismo pričakovali toliko visoke poplave v tem našem območju, čeprav je že bila 90. leta, takrat nas še ni bilo tam, ampak kljub temu smo rekli, dajmo se mi zavarovati, če slučajno do tega pride, da bomo ta prva sredstva tudi dokaj hitro dobili, ker nekako zavarovalnice, saj jaz nimam toliko slabih izkušenj tudi v tem primeru, je bil to prvi denar, ki nam je bil nakazan. Je pa res, da ni bilo nekih pogajanj v ničemer, ker smo žal bili podzavarovani. Je pa treba tu paziti pri zavarovalnicah, ko se zavarujete, ko sklepate te zavarovalne police in pogodbe, da taka stvar seveda povprašate, da ste tečni, da nekako zahtevate kompleksnost zavarovanja in potem tudi s tem pride tudi ta postavka noter, ki je pa čisto posebej navedena na vsaki polici in jasno piše, do katere vrednosti ste zavarovani. Kolikšen delež ste dobili? Mi smo dobili 100% delež od tega, kar smo bili zavarovani, del denarju pa ne bi glih govoril. Kaj pa država? Država je pa ta prvi del, ki mi smo se prijavili takoj na prvi rok, tako da teh 10% od prijavljene škode smo tudi že prejeli.
Boste še kaj zaprosili, recimo v skladu s tem zakonom o obnovi, bodo podjetja dodatno imela različne ukrepe, ki si jih lahko poslužujejo? Bomo verjetno, tole se ravno prijavljamo na premostitveni kredit. Jaz mislim, da bomo tudi tukaj nekako uspešni, predvsem pa pričakujemo še en del sredstev iz takrat, ko bo pač ta končna metodika znana, po kateri se bodo pač te stvari prijavljene, da bodo tudi roki znani. Jaz upam, da bo to čim prej. Ministrstvo obljubujejo, da bi to zdaj v pomladi bo treba dosti hitro narediti, zato ker je to tudi vpliv na poslovni rezultat podjetja in je treba te stvari dovolj zgodaj, bom rekel, si razčistiti, kaj in kako se te stvari obravnavajo. Kaj pa zavarovanje za naslednje leto? Boste sklenili širše zavarovanje, tudi če naslednjih 20 let recimo ne bo več poplav? Mi smo že bili prej zavarovani, tako mi relativno dosti sredstev, če tako rečemo, namenimo za zavarovanje. Smo večkrat bolj radi poslujemo na varni strani in seveda to so neki stroški, ampak ko pa nekaj pride narobe, je pa zelo lepo, če imaš stvari zavarovane in bistveno lažje spelješ oziroma se iz te težave izviješ. Rajš plačuješ, pa nikoli ne rabiš, kakor obratno. Jaz se s tem strinjam. Verjetno občina prav veliko stvari zavarovati ne more, tako da verjetno kakšne stavbe občinske in podobno, ali pa te, ki so kulturno varovane, sploh v Kamniku jih je kar nekaj, sicer pa mosta, ceste in podobnega ni mogoče naprtiti zavarovalnici. Tako, v bistvu tisto infrastrukturo, ki je lahko zavarovana, imamo zavarovano, ostalo pa pač ne gre. Je pa tako, da vsi ti popisi škod, ki so se izvajali, so jih delali strokovnjaki, vsak na svojem področju, in so res popisali, kar je bilo pač res uničenega, poškodovanega. Moram reči, da ta aplikacija Ajda pa te, ko se že reče, sistemi za prijavo škode? V bistvu noter same pozicije, kamor se upisuje pa vrednoti, so v bistvu zelo zastarele, in tudi veliko stvari noter ni bilo, tako da tudi mogoče kakšna zadeva ni čist pravilno popisana ali pa ocenjena na dejansko stanje, kakršno je. Gospod Richter je rekel, da je država tako rekoč skoraj da pozivala podjetja, da naj malo na zgornji meji prijavijo. Za občine je bil recimo očitek, da so noter dajali od alkohola, cigaret, nekih drugih nakupov. Je bil kakšen tak primer tudi pri vas v Kamniku? Ali ste imeli tako dovolj svoje lastne škode, ki je bila dejansko, da niste rabili zdaj neravno upravičenih stroškov vključevati? Tako je. Bilo je zelo veliko škode, tako da zelo veliko ekip, gasilcev, prostovoljcev, rečemo okoliških prebivalcev, ki so pomagali z stroji, pa tem, tako da ni bilo tega, ampak je bilo res realno, tudi intervencijski stroški so bili realno prikazani, zato smo tudi realno dobili vse povrnjeno, in pač smo od samega začetka tudi skrbno vodili vse evidence, tako da je bilo res transparentno narejeno. Če slučajno v tem trenutku pride do nekega večjega deževja, je občina Kamnik na varni strani v teh 3 mesecih, koliko je bilo mogoče narediti? Tako bom rekel, tukaj mora koncesionar biti stalno pripravljen na vodotokih, ker struge so še zmerom kar dost zasute, potem rečni bregovi niso utrjeni in se zelo hitro lahko zgodi, da voda prestopi in se povzroči dodatna škoda. Tako da v bistvu mi nekako apeliramo tukaj na koncesionarje, da nas poslušajo in da takrat, ko pride do napovedi kaj hujšega, da so tudi primerno pripravljeni, tako kar se nam je zgodilo 27. oktobra. Če ne bi imeli mi takrat res aktiviranih preko 50 bagrov pa kamionov, da so res celo noč delali, bi imeli verjetno še več posledic oziroma hujšo škodo, kot je bila pa 4. avgusta, ker enostavno res voda prinese s sabo veliko količino materiala, ki je zdaj razrahljana, bom rekel, in se zelo hitro vsi mostovi, propusti zabijajo, voda prestopi tam, ker se umiri, prestopi bregove in zelo hitro zalije okoliške hiše pa objekte.
so se torej in koncesionarji, civilna zaščita, gasilci in pa tudi prebivalci torej iz tega letos kaj naučili, recimo bil je en očitek ravno za Kamnik, da se sirene niso oglasile, da ne bomo rekli, da je tako kot pri Darsu, ko ga vsako leto sneg preseneti, a ne, vsakič novo oziroma celo večkrat v eni zimi, torej so zdaj izkušnje take, da dejansko ob nekem večjem deževju se odreagira zelo hitro in drugače, kot se recimo avgusta. Ja, v bistvu za avgusta nismo res pričakovali teh 100-letnih ali pa ne vem, mislim, da so malo večletne vode bile, a ne. Mi smo tudi spremljali situacijo, ampak to se je tako hitro spremenilo, v 20 minutah se je tako hitro spremenilo, enostavno nismo hoteli, pa to je bila pa glih taka ura, ki bi lahko veliko paniko povzročili, nismo upali prevelike panike povzročiti, ker če bi prebivalci hiteli ven, bi lahko še kakšna hujša smrtna žrtev nastala, tako da mi smo se res takrat intenzivno ukvarjali z reševanjem človeških življenj, pa imovine, tiste, ki se jo dal, ker bilo je tudi kar nekaj turistov na naših območjih, a ne. Ostali so odrezani od sveta in je bilo res treba bolj se s tem ukvarjati, kot pa z ostalimi zadevami, a ne. Slišali smo, država je nekaj denarja že začela razdeljevati. Letos so se izdatki povečali za 10% v primerjavi z lanskim letom, pa ne moremo reči, da so bila zadnja leta ravno dobra leta v smislu kriza, ne, energetska pa korona in podobno. Torej, izdatkov vedno dovolj in vsako leto torej tudi več izdatkov v proračunu, in sicer za poplavno obnovo in tudi za transfere gospodinjstev, ki so delno tudi vezani na poplave. Vseeno pa očitno ne bomo nekako dosegli številko rebalansu, ki jih je predvidela vlada. So te ocene vseeno, koliko smo prej govorili o številkah samo za poplavo, tudi tle malo prenapihnjenje, ker verjetno v zadnjih dobrih 14 dnevih ne bomo porabili kakšno milijardo ali več. Tudi to je težko reči, ne? Ker je to zdaj tudi odvisno od tega, od metodologije na ravni države. Če pa pogledamo poročilo Fiskalnega sveta, ne? Pa pogledamo izdatke za letošnje leto, za prvih 11 mesecev, vidimo, ne, da je praktično celoten primanjkljaj, ki ga imamo v proračunu letos, ne, je v bistvu posledica 3 recimo katastrof, ki so se zgodile. Ne. Ena je še vedno epidemija, za katerega smo še vedno dali več kot 250 milijonov evrov v letošnjem proračunu, torej prvih 11 mesecih. Potem recimo energetska kriza od lanskega leta, ki je odnesla čez 655 milijonov evrov proračunskih izdatkov v prvih 11 mesecih. Potem pa pride še tale izdatek za popoplavno sanacijo oziroma za izplačila škode in pa transferje, ki pa je, cifra je pa 436 milijonov evrov. In seveda, če bi ne bilo vseh teh izdatkov za te 3 katastrofe, bi bil proračun celo v plusu v prvih 11 mesecih za 5 milijonov evrov. Super bi nam šlo. Ampak to je posledica predvsem tega, ne, ker je še vedno gospodarska rast relativno visoka, Slovenija relativno visoka in so še vedno prilivi v proračun večji, kot so bili lani, in sicer za več kot 3%. Ker neka ocena je, da naj bi v naslednjih 2 letih porabili približno milijardo za obnovo, medtem ko je vlada naredila neko oceno čez palec, ki smo ga danes že omenili, da bo z vsemi temi davščinami, ki so zdaj malo pod vprašajem, pobrala dobrih 1,635 milijarde evrov. Zdaj davek na bilančno vsoto se je odmaknil v leto 2025. Davek na dobiček se v vsakem primeru bil planiran šele, da ga bodo podjetja plačevala leta 2025. Solidarnostni davek, ki ni ravno všečen politično, je odpadel. S čim bomo torej sanirali vse to, ne? Imamo zdaj nekaj denarja, proračunski primanjkljaj že več kot milijardo, tako da nekako se zdi, da hkrati prihajajo nova fiskalna pravila, ki se ravno kar usklajujejo na EU ravni. Kje smo v bistvu? V bistvu financiranje proračuna naslednje leto, pa predvsem v luči tega, ne, da je nastala dodatna škoda zaradi te naravne katastrofe, ki se je zgodila poleti pri nas, je bila vlada malce nespretna, mogoče v prvih tednih, ne, glede komuniciranja ukrepov, s katerim bi naj to financirala. Namreč, če bi takoj na začetku se odločili, ne, imeli zelo jasen načrt, kako bodo to financirali, pa bi recimo rekli, da bo vsak recimo prispeval recimo 1% od plače, podjetja recimo 1% točko več pri dobičku, banke recimo glede davka na bilančno vsoto za 1% več, bi bili vsi nekako zadovoljni. Potem pa je vlada začela malce
po pritisku tudi se strani določenih lobijev ali pa interesnih skupin je vlada začela potem stopati nazaj in potem se je zdaj vse razvedenilo. Tako da v bistvu naslednjem letu, kot ste že sami rekli, ne morem pričakovati. Imamo v bistvu dobičke SDH-ja, to je edina stvar, ki nekako naj bi prišla že drugo leto noter. Tako je, tako da v bistvu ne morem pričakovati, da bo z vidika teh solidarnostnih prispevkov, si bomo lahko karkoli pomagali, to bo šele kasneje, če bo. Tako da v bistvu moram računati nekaj na evropska sredstva, seveda še teh dodatnih 300 milijonov evrov, ki bi jih naj dobili naslednje leto, potem pa seveda vse ostalo pa sledi ali bodisi iz prispevkov oziroma izdavkov, ki jih bomo dobili pač iz tekočih prihodkov proračuna in pa iz zadolževanja. Tako da to bo pa seveda pomeni, da se bo zaradi tega proračunski primanjkljaj naslednje leto bo spet zelo velik, in da bomo imeli kar nekaj težav pri upravičevanju v Bruslju, pa z vidika tudi izpolnjevanja morebitnega novega fiskalnega pravila, bomo imeli kar nekaj težav, kako bomo to upravičili. Lahko poplave dober izgovor za odpustek? Lahko so. Nemci so recimo rekli, da ne bodo aktivirali svoje dolžniške zavore v naslednjem letu zaradi energetske krize. Mi lahko podobno naredimo zaradi sanacije poplavne sanacije. Podobno so Italijani že naredili pred leti, ko so imeli svoje poplave, tako da to se vse da, je pa seveda vse odvisno tega, kako dobro te zadeve argumentiraš in kakšne številke predstaviš. Smo pa dobili zeleno luč, kar se tiče vzdržnosti našega proračuna, eno od 7 držav, tako da nekaj smo očitno dobrega poslali v Bruselj, ker nismo med unimi na rdeči strani. Prejšnji teden... Predvsem tudi tule, mogoče še iz strani gospodarstva, ravno ta konsistenca vlade je njena šibka točka, ki je praktično malo podobna neurju, če bi tako rekel, prehitro v javnosti viharimo možgane za neke stvari, ki bi se lahko zgodile znotraj kabinetov, bi se lepo dogovorili, kako bodo komunicirajo različni ljudje z javnostjo. Včasih imaš občutek, da se kar malo prehiteva, kdo bo zdaj kaj več od tega povedal, in jaz mislim, da bi predvsem zelo bilo dobro, če bi se malo bolj merno obnašali, pač pretuhtali te izjave. Je pa res, se jih moramo razumeti, take situacije še ni bilo v Sloveniji, je nova in ravno zato, ker je nova, mogoče treba še malo več previdnosti pri teh stvarih. Ravno to sem želela vprašati. Prejšnji teden so vse stanovske gospodarske organizacije se dobile s premierjem in so nekako želeli vse te prispevke malo bolj na solidarnostno stran. Spravi torej ne pač 3% točke višji davek od dobička, ampak da odvisno od tega, koliko kdo lahko da, prispevajo banke in podobno. Vaše stališče, recimo, ko se vam bo proizvodnja nazaj postavila, koliko lahko vaše podjetje prispeva recimo za obnovo? Jaz mislim, da tudi itak rabimo neke sistemske rešitve, ker to se je ravno kar zdaj po tej situaciji poplav pokazalo, da praktično premalo imamo sistemskih rešitev. In se pravi, že sistem zavarovanja podjetij v Sloveniji je bistveno prešibak, tudi gospodinstvom in tako naprej. In ne moramo vedno samo računati, da bo vedno lahko država vse pomagala, ampak dejansko rabimo neke sistemske rešitve, ki so pač namenjene s tem, da v tistih časih, ko nimamo težav, pač malo privarčujemo, da potem kasneje te fonde nekako aktiviramo in si pokrivamo te škode, ker potem pač kar naenkrat do nekoga dobiti je težko. In tudi zdaj je situacija enaka, in seveda potem vse malo preseneti. In jaz mislim, da v prihodnje bo treba tu kaj narediti na tem področju. Kakšne so vaše izkušnje o sistemskih rešitvah, kako je v tem trenutku recimo ocenjujete sodelovanje tako z državo, mogoče s sosednjimi občinami, ki so bile tudi prizadete, s civilno zaščito na nacionalni ravni, z gasilci, kje so plusi, kaj je dobro, kje dobro funkcionira, kje se pa stvari zatikajo, bilo je rečeno, da določeni ukrepi, ki so bili predvideni, enostavno v praksi ne bodo zaživeli, ker papir prenese vse, praksa malo manj. V bistvu jaz bom tako rekel, da mi trenutno dobro sodelujemo z državo, potem sosednjimi občinami, ki so bile tudi prizadete, izmenjujemo pozitivne izkušnje, mnenja, dopolnjujemo en drugega, tako da sploh gasilci na našem koncu so v bistvu skozi pripravljeni, tako da tukaj je zelo fino, zatika se pa v bistvu pri teh zadevah, ker v bistvu občina nima nekega vpliva, kot je na primer pri vodotokih. Mi bi že veliko stvari lahko naredili, ampak se tukaj čaka nek zakon, ki bo v bistvu omogočil, da se bojo lahko te vodotoki začeli sanirati, delati, pa da bojo tudi te
koncesionarji dobili, ne vem, ta sredstva za to, a ne. Ker tudi pri zadnjih dogodkih se je lepo izkazalo, ne, da je to v bistvu šibka točka vsega, a ne. Prav tako se mi soočamo z enim problemom, to je na primer plaz blate, a ne. Je v sosednji občini, gre v našo občino, tako da tukaj v bistvu je še ena taka zadeva, ki v bistvu se bolj ping-ponga en do drugega, a ne, in zdaj upamo, da bo to res prevzela država, pa aktivno začela delati, a ne. Mi tukaj res stojimo ob strani, pritiskamo, pomagamo, kolikor je v naši moči, ampak glede na to, da je to res 2 občini, pa rečemo še celo 2 regije, a ne, bo treba tukaj nekaj narediti na tem, a ne. Se vam zdi problem v tem tudi, da imate, ne vem, en dan upravka z enim ministrstvom, pa naslednji dan z drugim, pa z eno agencijo, pa tako. Tudi na nivoju SBC je bilo večkrat izražena želja, da bi bile sploh v takih primerih stvari bolj lokalizirane, torej bolj regijsko, lokalno in ne, da bi se morali vsakič za vsako vprašanje obračati na Ljubljano, po dovoljenja oziroma soglasja, podpis 1001 papirja. Bi bilo lažje, če bi se občina, regija oziroma okoliške občine same odločale, kaj narediti, kdaj narediti, ker v končni fazi najbolj veste, kaj je najbolj nujno. Jaz mislim, da bi bilo to najbolj smiselno, da bi se to bolj približalo lokalnom, a ne, ker res mi vemo, kaj je nujno, pa kje je treba začeti, zaradi tega, da lahko nadaljuješ, ne da v bistvu nekaj narediš, pa že v bistvu z drugim pa podreš, a ne. Treba se bolj gospodarno obnašati in bilo smiselno to izvesti, ne. Trenutno moramo mi v bistvu se, kar se tega tiče, vse obračamo na državno tehnično pisarno, a ne, ker je samo še ena izpostava, ki je v Zgornji Savinjski, a ne. Tako da mi v bistvu vse komuniciramo z Ljubljano, so aktivni, moram reči, a ne, ampak vse traja, a ne. Da pa ti v bistvu prebivalcem dopoveš, a ne, da njim drugače steče, kakor pa nam, a ne. In imamo zelo veliko težav tudi z prebivalstvom, a ne, ker jim je treba pač vsako stvar jim je treba obrazložiti, a ne. In sploh, ko se pa približuje ali pa da je razglašen, sploh malo več oranžni, rdeči alarm, takrat je pa sploh še hujši pritisk, a ne. In telefoni zvonijo en za drugim, tako da je res že kar pregreva in mislim, da bi bilo to fino, da bi se res določene stvari prenesle bolj na občine, a ne, ki vejo, kako pa kaj, a ne, samo da bi bilo pač nadzorovano, ne, pa da bi imeli tudi v bistvu malo bolj široke roke oziroma odprte roke, bom rekel, a ne, da bi na primer določene stvari lahko tudi delali na ta način, da bi v bistvu že imeli izvajalca, ki bo delal, sproti bi se projektirali, zaradi tega, ker dosti stvari ko začneš kopati, šele ugotoviš, do česa si prišel, ampak pa se spet zgublja čas in se preprojektira, se spet in čas pa teče, a ne. Za vse ljudi je pa dragocen, a ne, ker imamo, rečemo, pri nas v občini Kamnik imamo še zmeraj 27 prebivalcev izseljenih iz domov, ki se ne morejo vrniti, a ne. Jih imamo v Snoviku, potem nekaj jih je tudi še pri kolegih, tako da dokler ne bojo same sanacije plazov narejene. Pa se bodo lahko vrnili ali jih bo treba v celoti preseliti? V bistvu imamo primer 2 družin, ki se ne bojo mogli vseliti, zaradi tega, ker je v bistvu plaz hišo odnesel, a ne, to je družina Šimunovič, ostali naj bi se pa za temi ukrepi, ki jih bomo izvedli s sanacijami, lahko vrnili, a ne, varno na svoje domove. Govorili smo o velikih milijardah, prej smo rekli 10 milijard tiste ocene, ki smo jo poslali v Bruselj, od tega naj bi bilo 8 milijard javnih, ki jih tudi lahko nekako dobimo vsaj en del iz EU, pa 2 milijardi na zasebnih sredstvih, od tega 5 milijard več ali manj na infrastrukturi, taki in drugačni. Glede na to, da nekaj tega denarja bomo dobili tudi iz EU, predvsem pa ga bo šlo iz proračuna veliko, v kaj je v tem trenutku smiselno vlagati, da ne bo to samo poprava škode, ki je sicer nujna, ampak da bo imelo to tudi širše učinke na celotno gospodarstvo, na to, da se bojo pač te vrednosti potencirale in ne bo samo ena cesta popravljena, ampak bo, ne vem, lahko tam na koncu zrasla industrijska cona nova ali pa kaj podobnega.
Ja, prvo stvar, ki je tukaj treba omeniti, je to, da v bistvu ta škoda oziroma sanacija škode, to ni samo strošek. Ne? To je prva zadeva, ki je ključna za razumevanje tega. Namreč gre za velike izdatke, ki bodo predvsem tangirali gradbeni sektor in pa podporne dejavnosti. In to je, mogoče se sliši malce grdo, ampak to je najboljši v bistvu multiplikator denarja. Namreč vsak evro, ki se vloži ki se investira recimo v gradnjo infrastrukture, ki se obrne preko gradbeništva, za seboj potegne 1,9 milijonov, 1,9 evra skupnih učinkov. To pomeni multiplikator je 1,9. Tako da v bistvu, če bomo mi tukaj vložili recimo v naslednjih 10 letih recimo temu 10 milijard, se bo zaradi tega BDP v bistvu povečal za 19 milijard evrov, kumulativno. Nekako takšna je ocena, ker bodo pač večino teh poslov sanacije izvedla verjetno domača gradbena podjetja, večina materijala bo verjetno tudi domačega, ki gre recimo za sanacije vodotokov in potem tako naprej. Tako da to bo v bistvu neke vrste tudi prihodek in bo to generiralo prihodnje tako proračunske prihodke prek davkov in pa tudi seveda preko podjetij, ki bodo to izvajalo. Zdaj pa seveda drugo vprašanje pa je, kako v bistvu se loti te sanacije, da bi dosegli tudi širše družbene cilje. In ena izmed zadev je recimo so te industrijske cone in tako naprej, potem določena naselja, ki jih je pač treba zdaj na novo sprojektirati na ta način, da se naprej zaščiti pred tovrstnimi možnimi naravnimi nesrečami. Recimo, zanimiva zadeva je tole, recimo, da vodotoki, ki so zdaj bili porušeni oziroma uničeni v času te ujme, podobnih problemov ni bilo recimo tam, kjer imamo ureditev že, recimo, da imamo hidroelektrarne. Ker tam so vodotoki že urejeni in že upoštevajo to, da mora biti rečne struge, morajo biti že tako izgrajene za dvig vode, tako da tam ni prišlo do tega. Tako da naprej, ko bomo razmišljali, recimo tudi na Savi, Srednji Savi, pa recimo Muri in tako naprej, moramo razmišljati tudi o tem, da recimo lahko te zadeve saniramo ali pa uspešno izvedemo na ta način, da pač upoštevamo tudi gradnjo določenih energetskih objektov, s katerim bi posredno tudi rodili tudi to področje, recimo protipoplavno varnost. Torej imamo win-win, dobimo hidroelektrarno, pa še struga je taka, ka mora biti. Tako je, čeprav povsod se to ne bo dalo, ampak tam, kjer se da, bi pa morali to že nekako umestiti noter v te naše načrte. Točno to, mislim, to je res izrednega pomena in zdaj seveda mogoče bo malo težava, kako razmejiti te stroške, ker to bo treba zdaj nekaj iti skozi sanacije, nekaj pa skozi investicije. Nima smisla, kar ste dobro že prej vprašali, nima smisla, da mi samo nekaj popravimo točno tako, kot je bilo. Zakaj v tem trenutku ne bi spremenili na boljše, če lahko, In zdaj seveda to bo kar malo umetnosti verjetno v tem, ampak jaz mislim, da kot družba smo toliko dozoreli kot stroka, kot politika, da to pač na tak način razumemo, da zdaj, če se je nekaj tako zelo porušilo ali pa da je recimo, relativno slabo, zakaj ne bi tisto stvar izboljšali, če je bilo že itak mogoče v programu v naslednjih letih, da ima to zdaj narediti, Ampak seveda, da nekako pravilno doziramo, jaz se sem tega ne bojim, da ne bomo preveč pregrevali gospodarstvo, predvsem gospodarstvo mogoče ne to kot gradbeništvo, ker to je vedno se izkazalo pri velikih investicijah državnih, da so lahko težavne, če niso dozirane približno po neki kapaciteti domačega ustroja te, gradbene industrije. Sicer Dars in DRI si pravijo, da imajo ogromno projektov, hkrati pa se gradbinci pritožujejo, da prav odprtih razpisov večjih v tem trenutku ni, ker seveda preden ti prideš do enega razpisa, preden nekoga zbereš, pa ni 16 pritožb, pa potem je to pravnomočno, pri nas seveda traja. Zdaj sem gledala en podatek, da javna naročila smo na repu po številu prijav, tako rekoč večina razpisov je z enim prijaviteljem, hkrati smo pa spet med najslabšimi po tem, koliko časa traja postopek, kar je nesmiselno, ker če se ti en prijavi in je to pomeni, da nimaš niti pritožbe, hkrati ti pa traja postopek mesece in mesece. Tako da nismo, mogoče lahko ta del malo izboljšamo. Je mogoče to tudi priložnost za recimo zeleni in digitalni prehod, kot ste rekli. Zakaj bi stvari samo popravljali, če jih lahko izboljšamo, lahko se naredijo določeni energetski projekti, lahko se Koroška pravi, da nima niti dobrega telefonskega signala, verjetno se take stvari lahko zdaj rešijo pač po sili razmer, pa hkrati gremo na mesto, da naredimo mini korak, lahko naredimo malo večji korak. Je to nekaj, kar recimo dodatno, ne samo za 1,9, ampak mogoče za 2,5 spodbuja BDP? Vsakakor je to lahko, kot smo že omenili, določene stvari se da narediti boljše, se pravi tudi bolj sodobno, digitalizirano, ali pa recimo v smeri zelenega prehoda z energetskimi objekti ali pa z sanacijo recimo
tih recimo vodotokov in tako naprej, pa potem se poti ob tem, recimo, da tudi služijo nekim rekreacijskim namenom. Tako da tukaj se da doseči tudi veliko kasnejših učinkov tako na turizem, na boljše počutje ljudi. Treba je seveda samo se pametno tega lotiti. Morda samo še en dodatek temu, kar je povedal kolega. Pri tem bojimo se, da bi morda prišlo do pregrevanja gospodarstva, recimo, če bo zdaj toliko več investicij, potem infrastrukturnih investicij. V gradbeništvu obstaja neko zlato investicijsko pravilo, se pravi, da v bistvu morajo biti te investicije izravnane skozi čas. In jaz sem pred leti naredil eno študijo na to temo in tam smo pokazali, recimo, da za Slovenijo je primerna raven tam nekje 1 do 1,2% BDP teh infrastrukturnih ali pa gradbenih investicij na letni ravni. To pa je tam nekje med 600 in 800 milijonov evrov. Tako da, če pogledamo sanacijo te škode, ki bi ne nastala tukaj v času te poletne ujme, pa rečemo, da bo ta javni del okrog 8 milijard, mislim, da nekako to zadevo lahko zapremo v 10 letih in da s tem ne bi prišlo do pregrevanja gospodarstva. Je pa seveda res, da zdaj zaradi energetske krize v Evropi, pa te vojne v Ukrajini, pa krize v Izraelu, bo prišlo do padca oziroma prihaja do ohlajanja gospodarstva. Nemčija je v tehnični recesiji, tako da bomo potrebovali nek dodaten driver, nek dodaten pogon za gospodarsko rast in trenutno je prav te infrastrukturne investicije so tiste, ki poganjajo slovensko gospodarsko rast, kajti izvoz in vse te zadeve se hladi zaradi manjšega povpraševanja v Nemčiji. Nas torej tudi poplave lahko na nek način rešijo. Nemčija, Francija in Avstrija so bili v zadnjem kvartalu že v -1 vse 3. Analitiki napovedujejo za te 3 tudi zadnji kvartal, kar pomeni, da dejansko so v recesiji tehnični, ker imajo 2 zaporedna kvartala. Nemčija naj bi šla celo na -0,2. Mi smo ocenjeni, odvisno sicer koga vprašamo, ampak tam 1,6, 1,8, drugo leto celo več kot 2. Nas lahko tudi kolikor je bo na eni strani stvar katastrofična, hkrati reši za naslednjih nekaj let. Točno tako je. Plete, tudi v času epidemije se je slovenska vlada, tedanja vlada, zelo dobro odzvala in je Slovenija bila ena izmed 3 držav, ki so najbolje prevetrile čas epidemije, se pravi, BDP je najmanj padel in se tudi najhitreje spet dvignil, oziroma smo najhitreje ukrevali. In v bistvu te investicije, ki jih je znala ta prejšnja vlada, danes dejansko poganjajo gospodarsko rast v veliki meri. Tako da približno 1/3 do polovice te gospodarske rasti je iz tega naslova. In zdaj imamo v bistvu nekaj vrsten dolgoročen načrt, 10 let, kako bomo sanirali to škodo, ki je nastala zaradi te poletne ujme, oziroma te naravne katastrofe. In to nam lahko v bistvu prenese na letne ravni gospodarsko rast tam 1 do 2%, dodatne gospodarske rasti, ki je brez tega ne bi bilo. Sicer se to mogoče malce grdo sliši, ampak je to ta nekako kolateralna korist od sanacije, zaradi česar bomo imeli tudi višjo gospodarsko rast, kot jo bodo imele države v Evropski uniji ali pa v evroobmočju, ki so naši največji, recimo, odjemalci naših izdelkov. Ja, in to nam v bistvu lahko pomaga, da bomo nekako imeli stabilno in relativno visoko gospodarsko rast tudi v naslednjem desetletju. Ne glede na to, kaj se dogaja okrog. Tako je. Smo pa še vedno v bistvu nad povprečjem EU pri inflaciji, EU je že skoraj da na teh famoznih 2%. Mi nažalost še nismo tam. Sicer pretežno zaradi hrane, ampak dražijo se tudi druge stvari in sploh zdaj v sanaciji vsi govorijo, da so se strašno podražili gradbeni materiali, gradbena dela, torej vse, kar je povezano z gradbeništvom. Vaša ocena, vaše opazovanja je res, ker nekako državna statistika zdaj nekih strašnih gradbenih podražitev vsaj ne v tolikšni meri, da bi to zdaj bistveno napihovalo inflacijo, ne beleži. Ja. Kar izvolite. Tukaj treba gledati, dosti krat mikro stvari, ker zdaj konkretno za ujme, pa sanacijo ujm je zelo omejen nabor tudi materialov, recimo, ki se za to rabi, tudi recimo neke mehanizacije in tako naprej. In seveda potem to se s časoma večkrat prelije tudi v ostale področje, ampak tista ozka področja, verjetno, da se tudi materiali ali pa te storitve bodo podražile. To je nekako logično, če bo to povpraševanje oziroma to naročanje državno toliko veliko. Drugač pa glavni skok, kakor smo mi imeli, da je upravka v gradbeništvu, je bil do zdaj nekako narejen, bil je kar visoka. Zdaj se to bistveno bolj umira, tudi gradbeni indeks, ki ga skozi mi spremljamo praktično, mislim, da celo v zadnjem pol leta ali malo več celo padel za 1%, nekaj takega, tako da zdaj v povprečju neko gradbeništvo se ne podražuje več enkrat.
Vprašanje pa, kaj bo zdaj z temi investicijami. Seveda. No, ker se je zelo dražilo zaradi energetske krize, ko so govorili tudi o 30-35% podražitvah, potem so cene nekoliko padle, zdaj pa z terena pač prihajajo informacije. Ne? Se pravi, treba biti tu pazljiv, no, veste, sej veliko informacij o javnosti in treba znati to dobro presitati, ne, da potem res dejansko lahko ugotoviš, ker tudi recimo to, kar se odraža na trgih, recimo ljubljanskih stanovanj, to je zelo nepovezano z cenami gradbeništva, ne, ker to so čisto neke druge vzvodi, ki te cene tudi spreminjajo, a ne, seveda delno tudi gradbeništvo, ampak tista neto cena gradbeništva je zdaj vsaj v našem področju gradnje hiš stabilna. Ne. Se je torej vaš končni izdelek, torej hiša, v teh mesecih kaj podražil ali so cene ostale na nivoju prejšnjih? Sama neto gradnje nič. Ne. Dodatek? Ja, jaz sem prejšnji teden delal eno analizo inflacije in sem naredil tudi primerjavo med inflacijo v evrskem območju in Slovenijo in pa potem dekompozicijo tega. In potem vidimo, da je Slovenija recimo inflacija predvsem v zadnjih 3 mesecih pride do te razlike, ker se Slovenija inflacija počasneje ohlaja kot pa v evroobmočju. Tam je padla že na recimo 2,6, odvisno od 2,6% v novembru, Slovenija pa še na 4,6%. In potem, ko naredimo to dekompozicijo na glavne komponente, ugotovimo, ne, da ni hrana problematična v Sloveniji, ne, ampak da gre predvsem 1% točka te razlike se nanaša na cene energentov. In ko pogledamo, katere cene so to, vidimo, da predvsem da gre za cene električne energije, ki se je v zadnjih 3 mesecih podražila spet v povprečju. Ta 2% točka razlike se pa nanaša na vse proizvode in storitve, ki so v Sloveniji še vedno relativno, spravi njihova rast je v Sloveniji še vedno relativno visoka, višja kot pa je recimo v določenih državah evroobmočja, kjer pa seveda tempo narekuje predvsem Nemčija. Namreč Nemčija je tista, kjer je zaradi recesije se v bistvu ohlaja gospodarstvo in zaradi tega tudi cene počasneje naraščajo. In elektrika bo še dvigovala inflacijo, glede na to, da vlada zdaj samo za 90% cene garantira za gospodinjstva in ne več za male odjemalce, ki bodo imeli bistveno više stroške. Ravno prejšnji teden je obrtna zbornica rekla, da bodo imeli določeni njihovi za 100%, oziroma med 80 in 100, potem druga stran izračunala 20%. Ste vi slučajno zase kaj že naredili izračun, kaj vam pomeni naslednji račun oziroma kakšen bo? Mi smo ravno podpisali za naslednje celo leto, tako da je bilo nekako sprejemljiva cena. Je pa mislim, da ta podatek tudi bil, mislim, da se celo predsednik obrtne zbornice opravičil, ker je nekako bila, mislim, da v javnost prišla neka... Ja, oni šli 600 na 1200 za enega konkretnega njihovega člana, če se ne motim. In mislim, da je pa seveda v javnosti ta tema zdaj ne podražitvi, tako da mi smo, malo pohiteli, pa smo podpisali neko, ajmo reči, sprejemljivo ceno. Upam, da smo dobro naredili. Kaj opažate vi zdaj, ko sanirate vse mogoče? Dobite izvajalce ali so preveč zasedeni, so cene podobne tistim recimo začetek leta ali so se kaj dvignile, če so kakšni bolj ali manj monopolisti, da so šli res v neke skrajnosti s svojimi cenami? Kakšna so opažanja? Jaz opažam, da nekako cene ostajajo iste, kot so bile pred poplavami, a ne? Se pa pojavljajo težave, da so izvajalci zasedeni in imamo tukaj težavo z pridobivanjem izvajalcev za sanacije, a ne? Največ težav nam to povzroča, no? Ker enostavno v Sloveniji ni dovolj ustreznega kvalitetnega kadra, ker pač je bilo v preteklosti nekaj takih dogodkov, kar je bilo, ampak so bili vsi v manjšem obsegu, a ne? Za določene aktivnosti pa rabiš specialno opremo pa stroje, ki pa v Sloveniji ni, a ne? In je kar težava s pridobivanjem izvajalcev, s tem, da upamo, da bojo cene ostale tudi tako, a ne? Je pa vse odvisno, ker določeni materiali, rečemo te natezne mreže, pa to niso v Sloveniji proizvedene, ampak so v tujini in se tudi, če se tam cene spremenijo, se bodo tudi pri nas spremenile. Tako da zaenkrat pa še ostajajo na istih cenah, kot je bilo pred korono. Katerih izvajalcev najbolj manjka? Kaj je recimo najbolj problematično oziroma kakšne mehanizacije? Kaj je najbolj problematično? To so v bistvu te gradbeni stroji, v bistvu pajki, bagri pajk, ki lahko spleza tudi kam drugam, potem teh izvajalcev za samo sanacijo teh brežin so 2-3 v Sloveniji, ki se ukvarjajo, ki tudi oni delajo po svetu okrog, in nekako ga dobiš kot izvajalca HSEP, zelo fino, da ima nekako konstanten del, ker če gre
bo zelo težko spet nazaj prišel, a ne, in da imamo tudi te izzive še, a ne, da nekako vzdržujemo, pa da Dobre imamo odnose. tako, ja, tako. Imate kakšnega tujega izvajalca slučajno? Zaenkrat še ne. Smo v bistvu bolj z lokalnimi in pa temi, ki so pač na tem področju že prej tudi bili. In so tudi delali za Jih poznate državo. in že dalj Ja, časa tako. sodelujete. A nekaj tule cenovno je en ključni moment zdaj, ki se ga moramo zavedati, da še vedno vsa ta operativa, ki zdaj teče po urni postavki. Ne. Cenik je bil vzpostavljen cirka en mesec po poplavah, a ne, in je vse slovenski in velja za vso gradbeno mehanizacijo še vedno ta cena. A ne. In se obračunavajo ura. To je sicer najslabši način obračunavanja. Ne. Tule zdaj težko govorite, ne, o tem, koliko je kakšna cena gre gor, pa dolke ure je še vedno fiksna. A ne. Zdaj seveda učinki te ure so prešljivi. A ne. Ko bo to sproščeno, se bo šlo verjetno nazaj na neke gradbene popise, takrat pa je vprašanje, kako bodo takrat recimo ponudniki formirali svoje cene. A ne. Ker zaenkrat niti nimajo se s kom kaj pogajati, v ničemer, da samo dobijo naročilo in delajo. A ne. Ste vi morda razmišljali sploh vmes, da bi svojo proizvodnjo v celoti preselili, ali je pri vas na vaši lokaciji možno stvari tako sanirati, tako z vodotoki in z vsem, da se vam to ne bo ponovilo? BSH recimo že išče nadomestno lokacijo, ravno zato je vlada tudi v tem zakonu sprejela neke administrativne poenostavitve, da naj bi lahko hitreje prišel do nakupa, hitreje spremenil namembnost, dobil vsa potrebna dovoljenja. Ravno zato BSH kot podjetje znotraj pomembne skupine jim v bistvu sploh več ne dovolijo imeti celotno proizvodno na tako zelo tveganem območju. Imate vi kaj podobnega, ali pa da bi saj del, ali mislite, da ste zaenkrat varni? Mogoče mi je dve sreče manjše tule, no, recimo, da je mogoče naša cona se da bolje zaščititi, mogoče kot se da recimo Nazarska, ne. Druga sreča pa je, da imamo izredno pomembnega svetovnega dobavitelja KLS, ne, se pravi dobavitelja svetovne avtomobilske industrije, ki je ključen, ne, za obstoj naše cone. Ne. Zdaj tudi on bo iskal neko dodatno lokacijo še, ampak vedno še ostaja tudi tukaj. Ne. Tako da mislim, da zaenkrat bo naša cona šla po poti sanacije. Rešitve so, ne, da se narediti, koliko smo bili tudi mi zravno tudi tehnično, tehnološko, strokovno vključeni, se to da rešiti in jaz mislim, da z to rešitvijo bi pač mogli to naše cono zaščititi in mi zaenkrat nimamo rezervne lokacije. Je vse to priložnost tudi za razvoj slovenskega gradbenega sektorja? Imeli smo zelo močen gradbeni sektor, ki je nekako živel več od avtocestnega križa kar nekaj časa zelo lepo, sploh z vsemi aneksi, ki so se sklepali na kosilih in postajališčih. Potem je v prejšnji krizi v bistvu so vsi te veliki tako rekoč propadali. Nekako so se na tem, nekateri so ostali pa zrastali, nekateri so se na novo naredili, recimo Kolektor, ki je v tem trenutku eden največjih gradbincev v državi sploh in dela vse mogoče. Glede na to, da ni samo popoplavna obnova, v končni fazi vlada napoveduje 3000 stanovanj vsako leto, kar spet ni tako zelo enostavno, sploh če jih ne narediš na eni lokaciji, ampak pač moraš imeti gradbene stroje in delavce na, 10 lokacijah. Ne. Je to mogoče priložnost za razvoj, mogoče nekih tudi zelo specializiranih gradbenih storitev in dejavnosti, in pa da ostali gradbinci, ki so relativno močni in delajo tudi recimo po celi regiji Adria, še dodatno zrastajo in se specializirajo tudi za odpravo posledic naravnih katastrof. Za kje druge, ne, seveda, pri nas. Definitivno je. Ne. Pa, kot ste že omenili, recimo, naš gradbeni sektor je bil izjemno močan, je imel tudi izjemno dobre reference pred letom 2008, potem so ga pa malce nesrečno spustili v propad zaradi reševanja ali pa poskusa reševanja določenih drugih problemov, kot je bil boj proti tajkunom. In smo takrat izgubili večino referenc, potem so imeli tudi eno nesrečno obdobje, da 8 let ni bilo posla za njih večinoma, ker je šla večina gradbincev potem v stečaj ali so pa životarili. Nekateri so se zdaj pobrali, recimo Kolektor je uspešno pobral recimo tisto, kar je zapuščino recimo Primorja in je na tem sektorju trenutno izjemno močan. Zdaj pa imajo seveda za naslednjih 10 let zagotovljeno delo, tako rekoč doma. Pomembno je predvsem zdaj, da nastopajo tudi skupaj s tujimi partnerji, recimo pri gradnji velikih infrastrukturnih projektov, kot je recimo ta druga cev Karavanškega predora, kot je gradnja drugega tira pri tunelih, kjer bodo dobili reference za določene večje projekte, kar jih pa rabijo kasneje, da lahko nastopajo na razpisih ne samo znotraj Slovenije, ampak tudi v drugih državah.
Potem seveda tudi pri nas, pri sanaciji te infrastrukture, mostov in tako naprej, bodo lahko zdaj seveda dobivali reference in bodo zaradi tega tudi bolj konkurenčni v prihodnje. Rekli ste, da lahko delajo tudi določene bolj specifične, specializirane dela, tudi to je. In seveda, rabiš pa neko referenco, če hočeš te zadeve seveda delati drugot. Namreč zdaj računati na to, da boš se specializiral samo na tem področju, pa da ne pride recimo do neke take naravne katastrofe, bog ne daj, da pride, seveda je precej tvegano za podjetje. Seveda, v primeru pa, da pride, in pa, ker je verjetnost, da zaradi podnebnega segrevanja bodo vremenske razmere vedno bolj ekstremne. Je pa verjetnost seveda takšnih dogodkov velika v Evropi in to pomeni seveda tudi potencialno možnost razvoja ali pa dodatnih prihodkov za ta podjetja, če se bodo seveda Sloveniji se na tem področju zdaj specializirala in dobila ustrezne reference. Koliko pa so finančno zdrava, ker v prejšnji krizi, torej 2008, je bil problem njihova prezadolženost in je pač to in pa seveda še kup nekih drugih dejavnikov, malo manj zakonitih, pa vendarle so v tem trenutku finančno močna, z malo zadolženostjo in z dovolj nekega finančnega toka, da v bistvu lahko vlagajo tudi v razvoj in širitev. Današnja finančna situacija v teh podjetjih, v gradbenih podjetjih ni primerljiva s tisto iz 2008, namreč tam ni bil niti toliko problem, recimo, da je bila sama podjetja recimo izpostavljena, bolj bil problem, ker je hkrati potekal proces lastninjenja teh podjetij. Večini teh podjetij od Vegrada do Primorja, SCT-ja je bil v ozadju proces lastninjenja, kar pomeni, da so potem menedžerske ekipe v bistvu izčrpavale ta podjetja, spravi denarni tok podjetij, da so lahko poplačevali kredite bankam. In tista situacija bi se lahko konec koncev rešila, če ne bi banke takrat zaustavile refinanciranja tako podjetjem, samim podjetjem, kot pa tudi njihovim lastnikom. Ampak danes je situacija, kot sem rekel, posebej neprimerljiva s tem. Danes so podjetja bistveno bolj zdrava. Če gledate njihovo zadolženost, recimo ne pride blizu te 4-kratnika EBITDA, kot je bila takrat. Takrat so bile večkratniki so bili tudi po 10 do 15, pa so banke to še vedno tolerirale. Danes je ta zadolženost bistveno nižja, tako da jaz ne vidim te nevarnosti. Je pa seveda res, če ni dobri časi, za gradbeništvo trenutno so dobri časi, če ti dobri časi trajajo dolgo časa, potem tudi podjetja se spuščajo v vedno bolj tvegane posle in so vedno bolj finančno izpostavljena, ampak tukaj imamo te banke, ki jih nekako držijo nazaj, da jim ne dopuščajo več, da se preveč zadolžijo. Upajmo, da smo se enkrat vse nekaj naučili. Rekel je gospod Damjan, torej dober čas za gradbeništvo. Kako vi to ocenjujete? Ker po eni strani ste bili prizadeti, imeli ste kar nekaj škode, pa vendarle tudi za vas v končni fazi to pomeni dodatno priložnost. Potem v nadaljevanju, mogoče pa samo se navežem na kolega. Slovensko gradbeništvo zdaj predvsem pred velikim tehnološko-storitvenim preobratom, ker mi smo nekako, vsaj digitalno, pa to, kolikor spremljamo, tudi mi, naša branža, pa to relativno, zaostali še mogoče za svetom. In tule je ena zadeva, ki se bo mogla zgoditi, če bomo hoteli biti tudi potem mednarodno konkurenčni, da enostavno ta preskok moramo narediti, je pa zelo zahteven. Gradbena stroka je ena najmanj produktivnih na svetu, ker je tudi logično, zato ker imate vedno neka nova okolja, v katerih se morate znajti. Recimo to ni kot podjetje, ki ima procese, pa podjetja, linije, vse zregulirano. To treba veliko, tega operativnega znanja in ga treba seveda s pomočjo digitalizacije spraviti na najvišji nivo, da se v produktivnost dvignemo, da bomo bolj konkurenčni. In seveda je priložnost zdajle mogoče tudi te poplave, kot je bilo že rečeno, ker je mečkano več tega finančnega bufera, ki bo nekako pomagal nadaljevati ta razvoj. In jaz mislim, da zaenkrat bi slovensko gradbeništvo moglo vsaj še nekaj let normalno živeti. Vi prihodnje leto načrtujete rast prihodkov in dobička ali kako? Načrtujemo rast, mi tudi imamo še lastno investicijo, smo jo sicer predstavili zdaj za pol leta, tako da prihodnje leto štartamo tudi s to investicijo, tako da pričakujemo delno rast, s tem, da naš glavni cilj ni samo rast, nam je bolj, izpopolniti servis ponudbe strankam, da praktično dobimo čim bolj stabilen produkt, ki bo zelo zanimiv tako za domače kot za tuje investitorje. Kaj pa, kako pa vidite odziv vaših strank, se zdaj po tej
letošnji katastrofi pozna, da bolj premislijo, kje bodo postavili hišo, kakšno bo hiša, da bodo v končni fazi jo zavarovali. Se je tle nek premik v glavah zgodil, ker recimo predno se je to zgodilo, sem se pogovarjala z direktorjem Agencije za zavarovalni nadzor in recimo rekel, da po potresu na Hrvaškem se število sklenjenih zavarovanj za potrese na Hrvaškem sploh ni povečalo, ker je država povrnila večino škode, se je pa povečalo število zavarovanj za potres v Sloveniji, ker smo imeli kakšno malo razpokico, recimo tudi jaz, in si se ustrašil, kaj bi se ti zgodilo šele, če bi bilo to pri nas. Vidite nek premik tudi v glavah, ker v končni fazi delno do teh poplav prihaja tudi zaradi ne vedno optimalnega prostorskega načrtovanja in je zdaj ljudem jasno, da obstajajo območja, kjer se pač res ne gradi. To je vprašanje za pol ure odgovor. Veliko tem, ja, res vse to sem rekel, same resnice, kar se pač že dela v zadnjem času ugotavlja, seveda graditi ne smemo vse posod, graditi moramo tam, kjer je za to seveda primerno. Danes, če smo včasih recimo nismo verovali tem kartam, danes jaz mislim, da vsaj tisto območje je bilo poplavljeno, brez problema verjamemo, da so resnične, pa še mogoče malo premalo ostre. Jaz verjamem, da ta premisa se zgodila tako v naročnikih, predvsem pa seveda predvsem na okoljevarstvu, mislim na teh urbanističnem delu, da se stvari enostavno res umeščajo tam, kjer je pač to nekako logično in dovoljeno. Zdaj mogoče malo še cikate na to, ko smo proizvajalci montažnih hiš, ali je to dobra gradnja ali ni za poplave. Za gradnjo v nekih hudourniških območjih nobena gradnja ni primerna, ker vedno pride do tako velike škode, da nima smisla. Tam, kjer pa recimo so stvari, tudi če so normalno poplavljene z nekimi podzemnimi vodami, kaj podobnega, pa najbrž ni velika razlika, je to, da je stanovanjska hiša po katerem koli modelu zgrajena, ali po montažnem ali po zidanem, vedno je škoda podobna. Montažna gradnja se da izredno hitro sanira, to smo zdaj videli. Mi smo imeli tudi nekaj poplavljenih naših strank, mislim, da 8 komadov smo jim pomagali to sanirati in smo zdaj hitro sanirali. Za bodočnost pa mislim, dajmo zdaj verjeti, da ni vsaka lokacija primerna za graditi. Vaše opažanje tudi pri vas v končni fazi ste imeli res veliko občanov poplavljenih, se je tudi njim malo v glavah spremenilo, na kakšen način sploh varovati svoje premoženje, ne samo v smislu zavarovanja, ampak tudi, ko pride do tega, da se pripraviš in podobno, da sprejmeš neke ukrepe, da saj minimiziraš, če ne popolnoma odpraviš škodo. Ja, to se je v bistvu po poplavah kar dogajalo. Vsakič, ko je bil razglašen oranžni rdeč alarm, se je povečalo število klicev po protipoplavnih vrečah in tako da ljudje so osveščeni in se v bistvu sami že nekako pripravljajo na tisto najhujše. Tako da bo pa potrebno res v budočnosti mehko bolj gledati na to, kje se bo zidal, kako se bo zidal, ker bo treba upoštevati poplavne karte, pa študije, pa plazove, tako da se bo res lahko varno živelo tam, kjer se bo. Na splošno vaš občutek takrat avgusta so nekako si poprijeli za lopate, imeli smo celo poseben dan za solidarnost in pomoč. Je še kaj tega skupinskega duha v zraku, ali se vam zdi, da ste bolj ali manj ostali sami, da delate to, kar morate delati, ali je še živa kakšna pomoč in solidarnost? V bistvu je še zvedno, tudi kar veliko klicev je bilo, da bi podjetja organizirala team buildinge, ampak enostavno tiste objekte, ki so bili poškodovani, zasuti ali kakorkoli, so se posanirali in zdaj potem na koncu pride samo še urejanje okolice, in ko so prišli določeni ljudje pomagati, urejati, jim že ni bilo več všeč, da so prematavali tam zunaj naplavine, ampak tako da določeni so še pokličajo, pa pač ponudijo, ampak zdaj bolj so ljudje že sami posanirali večino vse, rabijo pa določen čas, da se bojo pač objekti usušili, pa da bojo lahko zaživeli. Kaj pa čisto v smislu finančnih sredstev, ogromno denarja je bilo takrat gasilcem, civilni zaščiti, Karitasu, Rdečemu križu darovanega. Je še kaj teh donacij, prihaja še denar? Zdaj nadzora nad tem nimam. V bistvu tisto, kar je bilo takrat zbranega, pa da je občina sodelovala zraven, je bilo razdeljenega. Zdaj zelo veliko je bilo tudi donacij direktnih, tako da sploh je bolj
tukaj do izraza so prišli ti mlajši, ki poznajo ta socialna omrežja, so malo zapisali, pa to zelo hitro zaokrožili in se tudi kar nekaj sredstev nabrala. Ne. Problem so pa starejši, ki se tega ne znajo posluževati in so bili v bistvu zapostavljeni. Ne. So imeli tudi velike škode. Ne. Pač starejši nekako bolj potrpijo, kot pa ta mladi in tudi to opažamo, da se je tudi to kar dosti odražalo. Ne. So pa določeni, ki pa samo računajo, kako bojo kaj dobila, ne, pa potem na podlagi tega kakšne aktivnosti naredijo. Ne. Je morda ta cela zgodba okrog gasilca Zajca, sicer ne iz Kamnika, ampak iz Mengša, pustila malo črne pike na splošno na donatorstvu in na zbiranju sredstev in predvsem razdeljevanju sredstev? Jaz tukaj sam rekel, da je bilo mogoče takrat res malo prenaglo, vse skupaj se je v to pač šlo, ker pač v zadnji se ne pozna vseh, in mogoče ja, mogoče ne. S tem, da jaz še zmeraj mislim, da Slovenci so radodarni, hitro pristopijo na pomoč k sosedu, tako da mislim, da ne bo, ampak bojo pa po moje bolj previdni začeli ratovati, ko bojo pa donirali sredstva. Vi ste želeli še nekaj dodati? Jaz se ne morem izogniti tega, da pač pomoč čudovita zadeva, za prvih 14 dni enkratna in jaz ne bi tukaj dosti spreminjal, potem pa sistem. Čeprav ga nimamo Slovenci radi, vse to, kar bo še prišlo delati na plan, bo samo zato, ker ni sistema, ker bodo nekateri dobili bistveno preveč denarja, drugi ga ne bodo dobili, In to treba pač enostavno, jaz vem, da to težko, ampak treba enostavno spraviti v nek sistem, ki potem funkcionira po naprej določenih scenarijih in stvarih, ki se pač odvijajo. In to velja tako za finančni del, kot za operativno in tako naprej, ker v tistih 14 dneh ne moreš narediti nič drugega, kot samo čistiš. Potem naprej pa moraš imeti zagotovljena finančna sredstva, strokovnjake, potem naprej se dela pa počasi, pa z glavo premišljeno, in ne moreš čez noč tega narediti, kar je prej voda poškodovalo v 2-3 urah. In rekel, ta vzhičenost do tega, rekel, teh začetnih trenutkov, ker ljudem pač imamo ta gen v sebi, da moramo pozabiti težave. To se že prav človek je tega imel, ugrajenega, če ne bi se vedno nekaj bal. Ampak seveda potem se nehamo bati, takrat mora pa sistem nam povedati, kaj je še dovoljeno, kaj ni dovoljeno, kako se obnašamo takrat, ko pač rekel, ta zanos upade. Da končamo s sistemom, ima država dober sistem nadzora razdeljevanja tega denarja? V končni fazi bodo šle zdaj milijarde in milijarde, tako od zasebnikom, to, kar smo rekli, z donacijami, evropskih sredstev, občinskih sredstev, državnih sredstev, tega bo res milijarde, kot smo že videli na primeru občin, ko so prijavljale svojo škodo, so noter prijavljali vse mogoče, verjetno tudi ljudem, zavarovalnicam, podjetjem, državi. Imamo vzpostavljen sistem nadzora razdeljevanja denarja in verjetno bo imelo Računsko sodišče kar nekaj dela v naslednjih letih. Ja, res, da ta sistem ni dober. Imamo sicer nek sistem, kot ste že omenili, Računsko sodišče, ampak seveda Računsko sodišče ne kontrolira vsega. Vzame si nek primer in na tem primeru potem razišče, ali so bila ta javna sredstva tudi učinkovito in pa zakonito uporabljena. V tem primeru seveda ne bo moglo Računsko sodišče vsega tega kontrolirati, bo pa verjetno na nekaj primerih poskušalo pogledati, ali je bila ta poraba sredstev učinkovita. V bistvu bi pa, zadeva je dosti problematična lahko, seveda, zato ker pač vsaka občina imamo ogromno občin, še 200 občin. 212, in potem seveda vsaka občina ima nek svoj sistem in bo to izjemno težko kontrolirati. Verjetno bodo prišlo do tudi kakšnih nepravilnosti tukaj, ampak mislim, da te nepravilnosti ne bodo tako velike, da bi to bilo problematično. Bi pa pozoril na eno drugo zadevo in sicer to, da v bistvu te kritične infrastrukturne dejavnosti in ljudje, ki jih upravljajo, recimo imeli smo upravka z gasilci, imamo upravka za civilno zaščito, tako naprej, policija, v bistvu niso primerno nagrajevani. To se mi zdi, da je ključen problem tudi pri nas, ker v tem primeru tudi ne bi moglo priti do takšnih primerov, kot ste omenili ta primer donacij in tako naprej, če bi bili ti ljudje primerno plačani. Tudi tisti, ki so prostovoljni gasilci ali pa ki prostovoljno upravljajo te zadeve, je to treba sistemsko urediti in bistveno boljše plačati, kajti to je v bistvu tista naša prva zadeva, ta prvi, ko rečem, ta prva barijera ali pa prva vrsta sanacije, ko se karkoli zgodi, da v bistvu vedno ukrepajo ljudje, ki so takrat na terenu, ki so za to zadolženi, in to so običajno gasilci, policija, civilna zaščita in te je treba primerno nagraditi. Kajti Slovenija se je
gledate tudi za nazaj, ne, se je vedno nekako pokazala kot dobro organizirana država, ampak ko pa pogledate pa prihodke teh ljudi, ne, plače, ki jih dobivajo, so pa izjemno nizke. Ne, tako da mislim, to je treba tudi primerno sistemsko urediti vnaprej. Verjetno se strinjate s tem. Vaš šef, gospod Šestan, je sicer letos dobil malo more nekih nagrad, ki so sicer verjetno dobro zadušeni, nikakor pa ne vplivajo na njegovo denarnico in seveda na denarnico vseh njegovih zaposlenih. Tako da vaš komentar. Ja, jaz bi tudi se s tem strinjal, ki je gospod Damjan povedal. Mislim, da tukaj je bilo treba nekaj na državnem nivoju narediti, ali če so že v bistvu ti prostovoljci zaposleni, da bi bili tam nekako oproščeni davkov, pa da bi v bistvu dobili višjo plačo, kot jo pa sicer dobivajo, ali pa mogoče tudi kakšen dan dopusta več, ali pa tako naprej. Nekaj stimulacij bi sigurno moralo biti. V redu, najlepša hvala vsem trem za sodelovanje, za vaše poglede in ocene. Končajmo z upanjem, da do konca leta in v naslednjem letu in še kakšnem ne bo več takih katastrof, kot je bila ta letošnja, in da bo torej dela za vse, tudi za civilno zaščito, pa za gradbince in podobno čim manj, razen toliko, kot rabimo za rast BDP-ja. Tako da hvala še enkrat vsem trem. Hvala vam. Hvala. To je bil torej še en podcast SBC Aktualno. Vabljeni k ogledu, poslušanju in pa seveda srečno do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.